začetek odpora. Druga svetovna vojna na slovenskih tleh se je začela 6. aprila 1941. Vojna na jugoslovanskih tleh ni trajala dolgo, v Sloveniji le 6 dni. Komunisti in drugi rodoljubi so se skušali organizirati kot prostovoljci. Približno 3000 je bilo takih, vendar jim jugoslovanska vojska tega ni dovolila. Sama Jugoslavija je pa prej kapitulirala, preden bi taki prostovoljci prišli v poštev. Slovenci so borbene izkušnje proti nacizmu oziroma najprej fašizmu imeli najprej na zahodu države, torej na Primorskem, ki je bila pod Italijo. Tu je delovala med obema vojnama Narodno-revolucionarna organizacija Tiger. Poleg nje pa tudi jugoslovanska nacionalna organizacija imenovana Orjuna. Veliko vojaško izkušnjo je imelo tudi okrog 400 komunistov in drugih rodoljubov, ki so se borili v španski državljanski vojni na strani republikancev. Po hitri kapitulaciji Jugoslavije je prišlo v Sloveniji do nekega vmesnega obdobja. Na eni strani je bila ustanovljena Osvobodilna fronta, ki je potem vodila Narodno-osvobodilni odbor, to je bilo 27. aprila 1941. Junija je bil ustanovljen njen izvršni odbor in potem se je ta organizacija postopoma gradila na terenu, oblikovala svoj program, to so znane temeljne točke Osvobodilne fronte. Nemci so v tem času izvajali rasne ocene in začeli izganjati Slovence. Večina nemške vojske se je slovenskega in tudi jugoslovanskega ozemlja umaknila, ker so jih potrebovali na vzhodu, po napadu na Sovjetsko zvezo 22. junija. Tukaj so ostale hitre mobilne policijske enote, okrog 13.600. Del teh nemških posadk, Wehrmannschaftovcev, orožnikov in drugih je bil pa tudi v številnih postojankah. Italijanske okupacijske sile so bile še precej močnejše. Tukaj je bil 11. armadni zbor, ki je imel 36.000 vojakov. Poleg tega pa so Italijani imeli še kakšnih 4.000 pripadnikov drugih enot. Predvsem je tukaj šlo za obmejno policijo, finančno stražo in podobne enote, kajti tukaj je namreč potekala meja med Nemčijo in Italijo, ki je bila tudi močno utrjena. V vmesnem obdobju med nastankom Osvobodilne fronte in napadom na Sovjetsko zvezo, torej 22. junijem, je na slovenskem ozemlju prišlo do različnih spontanih oblik odpora. Med njimi velja omeniti spopad tigrovcev z karabinjerji na Mali gori, do katerega je prišlo zaradi izdajstva. Tigrovci so se tam namreč skrivali pred italijansko vojsko. Je pa še nekaj drugih akcij. Ampak to samega vpliva na nemško okupacijsko politiko ni imelo. Pravi organiziran odpor se je začel 22. junija 1941 z napadom na Sovjetsko zvezo. Ta odpor so organizirali komunisti. Komunisti so ustanovili vrhovno poveljstvo slovenskih partizanskih čet. Poveljnik je postal Franc Leskošek Luka, politični komisar pa Boris Kidrič. Kasneje sta bila komandanta še legendarni Franc Rozman Stane, krajši čas je bil to Ivan Maček Matija in potem še Dušan Kveder Tomaž. Na podoben način se je v Beogradu organizirala jugoslovanska komunistična partija.
Tudi tam je nastal vrhovni štab, ki ga je vodil Josip Broz Tito. Njegov namen je bil, da bi povezal vse jugoslovanske narode v neko skupno splošno vstajo. No, slovenska partizanska vojska, ki je tukaj začela nastajati, se je uradno vključila v jugoslovanske partizanske oddelke septembra 1941 z odlokom izvršnega odbora Osvobodilne fronte. Že pred napadom na Sovjetsko zvezo so nastajale različne oborožene skupine. Komunisti so namreč takoj po napadu na Jugoslavijo začeli zbirati orožje, opremo, strelivo. Torej to so pobirali iz skladišč nekdanje jugoslovanske armade, tako da je nastalo kar nekaj oboroženih skupin, ki so se še okrepile po napadu na Sovjetsko zvezo, ker so Nemci začeli sistematično loviti komuniste. Tukaj v okolici so nastale 3 take skupine in ena od teh, šmarnogorska skupina, je na tem mestu 22. julija organizirala napad na bivšega jugoslovanskega orožnika. Zato so se odločili, ker so Nemci predtem tukaj sistematično lovili komuniste, jih zapirali, pošiljali v begunje in potem koncentracijska taborišča. Nemcem pa je ta bivši orožnik in tudi nekateri drugi so jim pomagali. In nemško poročilo to tudi opisuje, pravi, da je bil ta orožnik za njih zelo koristen, ker je poznal vse komuniste, da pa so nekateri, ki jih niso uspeli aretirati, ugotovili, da jim pomaga in da so zato pač potem organizirali atentat na njega. Orožnik je bil v tem napadu težje ranjen. In ta napad so potem kasneje, v začetku 50. let po drugi svetovni vojni, nekako izbrali za to, da bi po njem poimenovali dan vstaje, čeprav je bila seveda še vrsta drugih podobnih dogodkov v tistem času in bi morda lahko izbrali tudi kakšnega drugega. 22. julij kot praznik vstaje, oborožene vstaje slovenskega naroda, je bil določen v začetku 50. let, leta 1951. Do tedaj se je v Sloveniji kot dan odpora praznoval samo dan ustanovitve Osvobodilne fronte, ki je tudi sicer ostal osrednji, najpomembnejši praznik in je tudi edini, ki ga je ohranila samostojna Slovenija v spomin na oboroženi odpor med drugo svetovno vojno. No, v začetku 50. let je jugoslovansko vodstvo nekako hotelo vzpostaviti, urediti hierarhijo praznovanj po posameznih republikah. Za izhodišče so vzeli 4. julij, dan borca, torej dan, ko je na oborožen odpor pozval politbiro Jugoslovanske komunistične partije, torej na oborožen odpor vseh jugoslovanskih narodov. Temu so pa potem glede na ocenjevanje situacije oziroma zgodovinskih dogodkov sledili drugi narodi. Najprej so bili na vrsti Srbi in Črnogorci, še v juliju, 7. in 13. julij, ker so tam v resnici nastala velika osvobojena ozemlja, ki so bila posledica množične vstaje, tradicionalne bi lahko rekli na Balkanu. No, tretja naj bi bila Slovenija in datum odpora naj bi bil, oboroženega odpora naj bi bil okrog 20. julija in so potem v iskanju nekega primernega dogodka izbrali 22. julij, prvič zato, ker je takrat tudi slovenski partizanski štab, ki je bil nedavno ustanovljen, pozval na oborožen odpor in drugič zaradi tega napada na bivšega jugoslovanskega žandarja,
kar so potem označili kot pok, simbolično označili kot pok prve partizanske puške. Slovencem so potem sledili Hrvati, kjer je prišlo do odpora Srbov proti ustaški NDH in genocidu, ki so ga izvajali, in zadnji oktobra, 11. oktobra so bili na vrsti Makedonci. Tako se je vzpostavila ta hierarhija praznovanj. Simbolični pomen tega praznika je v tem, da je to čas, ko so se odvili številni dogodki, ne samo ta tukaj, ki so kazali, torej ki so izraz oboroženega odpora. To je potem preraslo v organizirano partizansko vojsko s približno 2000 partizankami in partizani konec leta 1941 in ta slovenska partizanska vojska je potem samo še naraščala do konca vojne, ko je bilo njenih pripadnikov tam nekje med 35 in 38 skupaj s prekomorskimi brigadami. In ta partizanska vojska je ob pomoči jugoslovanske armade oziroma kot njen sestavni del tudi osvobodila Slovenijo, jo postavila na stran zmagovalcev in znotraj Osvobodilne fronte oziroma z njeno organizacijo se je takrat skozi ta 4 leta vzpostavila tudi slovenska državnost v bodoči Jugoslovanski federaciji.